Prednost za paciente bo najverjetneje velika, ker ta spomin v tem sprejemniku beleži vse nastavitve implanta in tudi potem, kadar je treba te naprave obnoviti oziroma ko dobijo nove, se te nastavitve shranijo in se da na nov procesor potem to avtomatsko shraniti. Primeren je za gluhe in težko naglušne paciente, tudi ta dva bolnika danes sta bila takšne vrste. Pri enem pacientu je šlo za praktično popolno gluhost, pri drugem pa je šlo za zelo slab sluh, tako da je bila operacija narejena v smislu ohranitve rezidualnega sluha, ob tem, da bo pač potem imel še to napravo. In to je pravzaprav popolnoma nov produkt, ki je dosegljiv dober mesec tudi na evropskem tržišču in gre za prvo tovrstno implantacijo v Sloveniji. Obeta se, da bo morda sposoben tale čip tudi meritev v notranjem ušesu in pa na določen način morda povezljivost z mobilno napravo v prihodnosti. Tako da v bistvu je ta trenutek težko reči sploh kakšne so, bi rekel, možnosti te naprave, vsekakor so pa velike.